Ni imel teorije. Aha, ok, super. Čakaj. Blaž? Sam da sem čakal, slišam te, povej. Ja, ne, sam sem mislil, da... A se lahko daš tiše? Evo, ja, Marinka, tudi Marinka. Pa to je noro. Ok, super. Skratka, oprosti, sedaj se boš predstavil. Najprej Marinka bova najprej pustila njega, da pove, ker... Tako, jaz se pa izklopim te cajt. Ja, tudi lahko vadaš to, ja, mečkan. Ok, sedaj ime povej. Sedaj povej. Miha, sedaj. Daj povej, Miha, sedaj, daj povej, kva se dogaja na Prulah. To je zdaj, ne vem, 10 let od tega, še več. To je tista zgradba, ki je tik nasproti tunela. Tako je, meni je. In za njo so pa blokci, okrog nje so pa blokci. Kol so blokci, ja. Jaz sem sam hotel predati informacijo, ne vem, zdaj, ali boste kaj javno ponudili. Ne, sej si povedal, hvala, bom jaz še enkrat prebral, ti pa potrdi, prosim. Lahko nekaj je tudi enkrat smo dali v en časopisno delo, pač lahko povem mojo zgodbo na hitro. Ja. Pač tam je, to je bila včasih tovarna, vozičkov, tribuna. Kraški zidar je pokupil pač površino za gradnjo poslovno-stanovanjskega objekta. Vic je potem, da gre to za rob Ljubljanskega barja, za katero, če so hoteli delati visok blok z garažami, bi mogli določene tehnike izkopa uporabiti, ki so bile zanemarjene. V bistvu tukaj na tem delu ni tako globokih izkopov, gre pa v bistvu za 4000 metrov v veliko površino. Pri samem izkopu se je najprej, ideja je bila, da bojo 2 ali celo 3 etaže kleti. Pri samem izkopu so najprej mogli vrvati gradbeno jamo, pač odločili so se za določeno tehniko, za katero projektant ni hotel, da grejo preglobok, zaradi tega, da ne bi dosegali tekočih peskov. Tekoči peski so na globini, ne vem, 25 metrov, od 20 do 25 metrov na tem delu. Tukaj noter je pač voda, arteška voda. Pri izkopu vsem je gradbena jama začela, varovanje gradbene jame začelo nagibati in pogrezati. Se pravi, te piloti, ki so bili postavljeni na meter 20 armirano-betonski piloti, so se začeli pač nagibati in posledično so jih mogli varovati s sidri. Sidra so dobesedno sidra, se zvrta pod določenim kotom, se zvrta lukno 25 do 40 metrov dolgo lukno in na koncu te lukne se ugradi neko betonsko čebulo, pod 400 bari se brizga beton, ko se to strdi, se pol v ta beton zunanje strani upne jeklenice, železne jeklenice, sem prav povedal, žice iz jekla in se pol steno, ki je varovala jamo, upne v bistvu v to čebulo, ki se naredi, ki se pod kotom nekje zvrta. Vidite v tem, da so to delali pod naš blok, to pomeni, da so v bistvu brizgali tekočino, beton se nastrdi takoj in recimo za en božič, ne vem, kjerega leta je bilo 2008, to se spomnim, da je bilo za božič, odpremo božična darila, ali je bil Miklavž, se ne vem, otroci dobili Lego kocke in sestavljajo avto in meni se kolo od avtomobilčka skotali dol iz mize, iz jedilne mize na tla. In, a me slište? Sem tih čist, ja. Čist čudovito te slišimo, izvoli. Okay. In pol, kaj je za to? Najbrž še kaj pod mizo, podložim, pogledam mizo, a je treba podložiti vse na 4 nogah, vse v redu, ne? In pa sem rekel, se res, ko sem zjutraj pekel jajca, se mi je zdel čuden, zakaj mi olje odteče na drugo stran ponve, ne, ko se gre olje. In pol sem se spomnil, tudi šeflo, ko sem imel bešeno,
v kuhinji tam pred štedilnikom, ki je zmeri binglala, zdaj ne bingla več, zakaj je naslonjena na steni, ne? In res odprejem vrata se samo odprejo, okna se odprejo, grem klet po Wasserwago, probam, nobena stvar ni več po koncu, vse visi, a ne? In grem gor, pokličem soseda, sem rekel, Boris, kaj se nam je zgodilo, blok se je nagnil. Ja, dej, pijan si, ne moreš, vse to nemogoče, a ne. V glavnem gledam gor po bloku, gor na vrh, v 4. nadstropju je bil blok že popokan, stopnišče, razpoke, čist sveže vse. Tako da to se je zgodilo, potem se je pa to povečevalo in povečevalo se je pa potem zaradi tega, ker je bilo treba to stavbo, na katero so mislili graditi, je bilo treba globoko temeljiti, to je treba pa drugo vrsto pilotov, to so pa piloti, ki so nosilne narave, so tudi dosti širši in je treba skopati te pilote do trdnih tal. Vic pa je, da ko se izkopljajo te pilote, če ne uporabiš prave tehnologije, se te tekoči peski, ko ti dosežeš te tekoči peski, ker je arteška voda, ti vhaja material noter v pilot, v steno pilota, to je pač kot neka slamca, 1,20 metra široka, kovinske narave, ki se noter vstavlja in noter pol s vedrom izkopavajo zemljino sredi pilota, ne. V glavnem, ker je voda pod pritiskom in ker peski vhajajo v to slamco, izkopljajo več materijala, kakor bi ga mogli. Zdaj, ker je zadeva pod pritiski, ker je tekoča in recimo pol, ko dosežeš dno, bi mogli, ko vliješ beton noter, bi mogli iti, ne vem, po teoriji 10 kubikov betona v en pilot, kar naenkrat je šlo 18 kubikov. Namreč, ko so vzeli to slamco ven, je pač ta beton šel navzdol, da je zapolnil praznino. To je bil en od dokazov, ki smo jih uporabljali proti investitorju. Da je bila ta prekomerna poraba teoretičnega izračunanega betona za 70-80% prevelika, a ne. Kaj se je po domače zgodilo? Zgodilo se je to, da so spustili blazino, a ne. Če ti sediš na blazini in nekdo na drugi strani spusti ventilček, se posedeš, a ne. In to se je naredilo. Zakaj se je to naredilo? Zdaj, ker pravilen izkop gradbene jame bi mogel biti, tako kot je prvoten projektant načrtoval, z razpiranjem. To pomeni, da bi že na površini izkopa mogli nasprotne stranice razpreti in pol uporabiti rudarsko tehniko za izkop jame. In tega niso naredili, ker je jasno predrago. Pol so pa naredili še napake, ker niso uporabili pravilne tehnologije za izkop teh pilotov za varovanje in pilotov za globoko temeljenje. In je pol, ne vem, v končni fazi smo imeli, recimo, na zadnje, ko sem imel zadnje meritve, 10-11 centimetrov diferenčnega posetka. To pomeni ne posetka, ampak diferenčnega. To lahko, da je bilo posetka celo več, samo na eni strani je bilo tega posetka za 10 centimetrov več kot na drugi. In zaradi tega ta nagib bloka, to, ko sem rekel, da je vse bilo po strani. A imate vi to, a so bili kakšni članki na to temo ali je bilo vse tiho? Samen članek, pa še tisti članek je pol Delo prodal, to je pač, nisem kaj javno izpostavljal, pač pol je bilo mi smo šli v tožbo, pač ne vem, glede tožbe ima tudi svoje mnenje, ne, menjavali so nam sodnike, tako smo zamenjali 30 ali 40 pripravljalnih vlog, preden smo sploh zaključili prvi nalog. Menjavali so nam sodnike, ena od teh sodnic je bila tudi ta, ki je naredila diplomo v Sarajevu, ta nam je najdlje časa vlekla, ona pa Masleša sta bila ta dva diplomanta. Ne vem, Trklja, ne vem točno, kako se piše. No, v glavnem, pač sodišče, kakor je sodišče vleklo, ni hotel jasno odločiti, vse dokazi so bili na mizi in je zasliševalo in ne v dogled vleklo premier, tako da je šel jasno Kraški zidar v stečaj. Pol so šli samo na eno etažo, vmes namesto, da bi planirali 2 etaže kleti, šli samo na eno etažo, s tem, da so na sredini pol naredili še neko dodatno etažo z dvigalom. Pol je šla v stečaj, pol je to kupil GH Holding in dokončal zadevo. No, samo to sem hotel povedati, no, da pač pri izkopu, tudi, kakor jaz vem, se je tudi nekaj podobnega dogajalo na Kongresnem trgu. Tam so sicer razpirali, so pa problem pri izvedbi pilotov, pač če delaš v mehkem,
in če nepravilno izvajaš, pač pogrežneš okolico. Edin pravilen način bi bil, po mojem mnenju, da se pač uporabi že razpiranje na površini, ker tudi, kar sem slišal, projektant ne predvidi pri izkopu gradbene jame že na površini, ampak šele drugi ali tretji etaži, kar je že prepozen. Ne reči, ok, fante, gradite, sam, če prije do centimetra posetka, ustavite in zaključite. Ampak je tasga, da bi Skratka, mogli v svoje tehnologijo. A je župan kadarkoli komentiral? Ne, nismo prišli do župana. Pač, če dobi 200 000 evrov javno, če Kraški zidar sponzorira mesto, ker kot investitor prihaja v mesto iz Krasa in ne kaže na mesto 200 000 evrov, takrat pa brez veze se v to spušča. Se nismo niti spuščali v politiko. Pa to, no. Najlepša hvala. Če boš imel kakšen link uporaben, kadaj pod ta space. Ne vem, se lahko pogledam na hitro, pa ga šeram sam. To je to. Vse to je zaenkrat, lej. Sam gre za to, da najlepša hvala. Bomo s tem... Če bo se bojuje proti tem, če imate kakšnega nosilca, jaz lahko poiščem, če bo še kaj dokumentacije. Zaenkrat si odprl vsebino, lepo, hvala. Daj link in bomo naprej. Midva z Marinko bi šla pa naprej izhajajoč iz tega, ne? Ja, Blaž, a me slišiš? Odlično, govori. Okay. Jaz poznam ta primer zaradi tega, ker je v tem bloku stanovala tudi ena moja prijateljica, ki je zdaj že pokojna in mi je to prepodvala. Tako da poznam ta primer, ja. Mislim, da ni bilo kaj dosti napisanega o tem, ampak podobna stvar se je tudi pri pivovarni Union zgodila. Tudi se je posedale stavbe, ki so tam neki skop naredili. Ne vem zakaj točno, ampak isto. To je rečni nanos, to je pesek in voda sta v ravnotežju. In čim izkopleš, sej niso bili stari, no, moram do konca misel povedati. Sam mečkan. Miha, prosim, izključ mikrofon za vsak primer. Od spodaj levo imaš mikrofon, pa ga daš v rdečega. Tako, kaj jaz zdaj rekel. Pesek in voda sta v ravnotežju, in ko ti izkopleš, voda odteče in potem ko izkoplješ jamo in potem se pesek posede, normalen, če ni več tega ravnotežja. In tu stari, to sem hotela reči, so bili pametni, niso podkletvali, niso kleti gradili, ker so to vedeli. In jaz se spomnim, 58. leta sem študirala v Ljubljani, glih še začeli smo, ki je tramvaj še vozil, no potem pa ne več in so govorili, da podzemna ta železnica oziroma podzemna, no, da se v Ljubljani ne more graditi, v tistih časih še sploh ne, zaradi terena, ampak meni takrat ni bilo jasen zaradi kakšnega terena, danes mi pa čist jasen zakaj ne. Danes se lahko to gradi, noben ne reče, da ne, ampak je to izredno drago, ker moraš vsak centimeter izkopa sprot, recimo, če bi hotel tunele delati za podzemno, sprot betonirati, ne. In se to ne dela, ker je to predrago. In če bi ampak Marinka, en London ima Temzo, pa vodo, pa vse to, pa imajo podzemno železnico, pa vse kanale. Ampak so bolj bogati, ne, pa niso poceni delali. So solidni naredili. Ja, ker se ne igrajo z ničemer, ne z življenji, ne z stavbam, ne z kulturno dediščino, še posebej ne Angleži, ne. In to je to. Pri nas pa nobena stvar ni, bom rekla, v narekovajih sveta nobenemu, ne. Predvsem od teh vodilnih ljudi in se potem dogajajo take stvari. In potem stavbe razpokajo, potem pride en potres in gre vse na kup. To je, s tem se igrajo. Ja, prej, ko te ni bilo, sem jaz razlagal o aroganci oziroma ignoranci, pa lažnih pozivih na stroko, ne, ker če bi stroka funkcionirala tako, kot se govori, da naj bi, potem tudi tega primera ne bi bilo.
No, to pa jaz že ves čas pravim, da večkrat sem že to rekla, da bi moral šolamo se pravzaprav na državne stroške, no, če tako rečem, ne. V glavnem šolanje pri nas je brezplačno. In pravzaprav bi morali vsak se šola povrniti te stroške šolanja tako, da svoje delo potem opravlja strokovno in odgovorno v korist družbe, ki mu je omogočila to šolanje. Ampak temu ni tako. Ko se zaposli, se pokončnost upogne in večino dela tako, da kot mu je naročeno pravzaprav. Čeprav ni v skladu s pravili stroke ali pa s predpisi. Posluša tistega nadrejenega ali pa si misli, no, sej ne bo, morbiti pa ne bo. Nekaj pojasnim, prosim, ljudem. Ko se pojavljajo te projekti, ki jih je na tisoče, s katerimi se hvali, ja. Kdaj ima kakšna stroka pride noter, oziroma zakaj se vsakič zgodi na enak način, da neka vrsta stroke reče, dajmo to narediti, potem se pa z zakasnitvijo oglaša cela vrsta drugih strok, ki rečejo, oprostite, to pa ne gre. In potem, ko te druge stroke, recimo zdaj glih je na novinarski današnji je župan omenjal, mislim, da tega gospoda Kovača, in z največjim veseljem parodira oziroma pluva po strokovnosti tega gospoda, a ne? In pravzaprav, kaj se nam dogaja pri vseh vrstah projektov? Ja, to je pa to, ne. Ljudje hočejo zaslužiti, itak se prej, bom rekla, prilizujejo vodilnem in pridejo tisti pravzaprav v krog izvajalcev nekih del. In jasno, in to so ljudje pravzaprav, ki želijo samo zaslužek. Pa ne glede na to, da že vnaprej ve, ker če je strokovnjak, če je v redu doštudiral, v redu šolo končal, bo vedel, kaj čaka. Ampak ne gremo, ne, sej, itak pri nas nobeden ne odgovarja, to je to. Ko bi pa samo začeli z osebno odgovornostjo, bi se pa obrnili, ne. Potem se pa oni strokovnjaki, ki niso podkupljivi, ki so res strokovnjaki, oglasijo in rečejo, fantje, to pa ne bo šlo, ampak investitor ne posluša, ker mu je za cilj, da on pač ta denar, ki ga ima na razpolago, kukorkoli, ga od nekje dobi, kukorkoli, skratka, potem on hoče tudi svoj zaslužek imeti, ne? Ker ljudje gledajo samo, da jo zaslužili. Nič pa kaj to morale ni nobene, etike ni nobene več pri nekaterih ljudeh. A si slišala ti danes, ko je rekel, da bojo od zdaj naprej projekte predstavljali v tej dvorani, je rekel? Sej marsikaj reče, naš župan, ni moj. Ja, tudi ne. Ja. Žal. Če bi bil drugačen, da bi res prisluhnil tudi stroki. Mi smo kolikrat rekli, naj sooči njegove strokovnjake, tiste, ki jih on protežira, in drugo stran, ki nasprotuje temu, pa tiska bo imel argumente, tista ne zmaga. Skratka, treba se pogovarjati. Ne pa samo eno stran poslušati, drugo pa tako, ker sva slišala, da je recimo gospoda Kovača tako omalovaževal, kakor da je niko in ništa ne. Sicer ga spoštuje, rad bere njegove članke, kar lepo piše, ampak to je pa to, ne. V projektno grupo ga pa ne bi sprejel. Kolikor jaz vem, ste se z gospodom Kerševanom v začetku javljala na projekte, ampak tudi odgovora nista dobila. Kolikor jaz vem. Prosim, to bi morala preveriti. Sam kolikor se spomnim, da je gospod Kovač to rekel. To. Tudi za, recimo, krasna alternativa garaži pod Tržanco je garaža v Grajskem hribu, ne. Pa so šli strokovnjaki, pravi strokovnjaki za podzemne gradnje.
županu. Pa je rekel, da prvi je bil navdušen nad projektom, ki smo ga razložili in prikazali. Potem je rekel ta najbolj strokoven v tej grupi, ki je obiskala župana, da bi samo eno vrtino rad, da je prepričan, da bi garaža bila varna tam, da bi se lepo zgradila. Samo eno vrtino bi naredil, tisto zadnjo, tako delajo strokovnjaki, ne, da prej vse preverijo, potem šele se odločijo za izdelavo projekta in za realizacijo. No, in je rekel župan, ja, bom jaz vam dal odgovor v 2 dneh. Ko so minila ta 2 dneva, me pokliče ta gospod, ne bom ga imenovala, ki potem tudi imel neprilike zaradi tega. In je rekel, kaj naj naredijo, se nekaj pokličite župana. No, in ga je klical 3. dan in župan je rekel, ne pride v poštev in enostavno se ni hotel zgovarjati. Tako. In to je veliko boljši projekt, to je še SCT-jev projekt, ki ga je izdelal takrat, ko so tunel zgradili, ki niso vedeli, kakšna je kamnina. Saj tako mi je eden od SCT-ja pravil. In potem so videli in so tudi zaklonišal pod gradom zgradili in ne vem kaj še vse. In so videli, da je kamenina super in da se lahko tam garaža zgradi. Tako so projektirali garažo, ne. Zdaj pa nočemo o tem slišati. Pa bi tržnica ves čas delala, vse naše kulturne te ustaline srednjeveške bi ostale nedotaknjene in bi bile pripravljene za čas, ko bo res denar, da se to naredi muzej in na mestu samem se to očisti in razstavi, da je razstavljeno tako, kot je zdaj, samo da je vidno, ne. Temu se reče prezentacija in situ, ja. Ja. In vse to bi bilo nobene nevarnosti za druge, tudi za svetovno dediščino. Plečnikove arkade so zdaj pod UNESCO-vim varstvom. In v primeru, da se zakoplje, danes sem raven dobila na mail od enega strokovnjaka, ne sam jaz, cela grupa, ki smo na mailu, ki je rekel, da bo ta garaža, če bi bila zgrajena, to bi bil jaz. In kje bi te podzemne vode šle? Med to garažo in semeniščem direktno v Plečnikove arkade. In mi bi si privoščili, da enostaven, kot najhujši barbari, spodje. Odplavali bi lahko v večjem deževju. Odplavali Plečnikove arkade. Ja. In mi bi si privoščili sramoto, da bi svetovno dediščino na tak način izgubili. Mislim, to je, jaz pravim temu barbarizem, no, jaz ne morem drugega reči. Skratka, mestni svet je parodija demokracije, zato ker si je nastavil kimavce in te ljudje ne razmišljajo. Ja. Potem te novinarske konference so parodija novinarskih konferenc, ker danes sem recimo poslušal, kjer Vanja Brkić ali kaj od Dnevnika sprašuje za ta trikotnik pri Savskem naselju od zgori pri Kolinski in najbolj bistven problem je, ali bo kiosk s čevapi odstranjen in če bo črpalka Petrolova odstranjena. In mislim, kako dojemaš novinarje oziroma te novinarske konference, to je kaj? Južnjaško, ne morem drugače reči, nastopaštvo, balkansko nastopaštvo, šov enega človeka, ali se kdaj pojavijo sploh resna vprašanja? Oziroma vse vprašanja delno nakažejo, ne, tako previdno, tudi glede tržnice, ne? Ampak pol on zamumla nekaj nerazumljivega in pojasni na nek
gostilniški kafanski način in s tem je zadeva zaključena. Ja. Moramo vedeti, da večina novinarjev ni stalno zaposlena, ampak imajo svoje SP, ne, in jasno želijo preživeti, jasno. In zato postavljajo že na eni strani imajo šefe, ne, ki ne bojo objavili, če ni pogodu raznim takim, ki se imajo za neko moč in jo tudi izvajajo z aroganco, z takim nastopom, kakor češ vsi vi ste nič, ne, jaz sem nekaj, in se bojijo, jasno, še za tiste dinarčke, evrčke, ki jih zaslužijo. Zato so previdni. Ne obsojam toliko novinarje same kot urednike. Uredniki imajo moč, oni so v dogovoru z oblastmi, državnimi, mestnimi, ker so odvisni od njih, da bojo kakšne denarje dobili, da bojo lahko reklame imeli tudi teh firm, ki so od teh, ne rečem tajkunov. In vemo pa, kdo ima zdaj vse v rokah. Mreža je zelo gosta, ampak upreti se pa noben noče. Ker a je stanje? Primer bom še to povedala. Novinarja zelo dobro poznam, ki je svoje delo opravljal, objavljal realne članke. Zgubil je službo, najprej so ga zaposlili pri drugi hiši, medijski, še tam so ga ven vrgli, tako, ostal je brez dela. In to vidijo novinarji, jaz njih ne obsojam toliko, res ne. Urednike malo več, da ne govorim pa o tajkunih in teh, ki se imajo za neko elito, ne. Marinka, spomniš se 80-ih let, takrat je majčkeno zavela neka demokracija ali upanje na demokracijo in te prosim za primerjavo 3 obdobij, torej 80-ta, potem pa recimo 90-ta pa zdaj. Kdaj opiši, no, po demokratičnosti ali kaj se nam dogaja, ali gremo navzgor ali gremo navzdol? Dobar, jaz nisem nek analitik politični. Če se mene vpraša po spominu, smo 80-ih let, a to je bilo tisto par, ne? Meni se zdi, da smo hodili. Ja, tudi, ampak pol se je naredil Demos, pa to pa ja. Ne, pa take stvari, pa upirali smo se. Ja. Tako, raven zaradi tega stanja v bivši Jugoslaviji, ne, smo bili zelo navdušeni, da imamo svojo državo in zato so ljudje smo tako masovno glasovali za samostojno Slovenijo, ne. Potem pa, ne vem, a so bili tudi v tem Demosu kakšni krti, ne, ki so hoteli v drugo smer, pa očitno so bili, ker se je zadeva obrnila in namesto da bi bili danes Švica in lahko bi živeli mogoče še boljš kot v Švici, ker Slovenci smo deloven narod, pošten narod, se je vse obrnil in smo zdaj, kjer smo. Ne, ni lepo. Imamo standard, ampak še nekaj. Raven v zadnjič, ko sem se peljala v taksiju, mi taksist pravi, veste kaj, veliko smo toliko kot New York. V New Yorku je samo en župan, pri nas jih imamo pa 220. In rekel, in zato imamo mi tak slab standard, ker moramo toliko administracije vzdrževati. Prav zato imajo v Avstriji, ker imajo manj teh administrativnih uradov, te uprave, mislim administracije,
je rekel, imajo više plače, pri nas pa delamo za take mizerne plače, da komaj preživljamo. In sem se mogla strinjati, da ima prav. Zanimiv vidik gledanja. Nisem tako gledala. Ampak Marinka, tako kot je bilo recimo samo upravljanje, nastavljeno in propagirano kot nekaj, kar naj bi delovalo, pa v resnici ni delovalo, ker na koncu so dirigirali direktorji, vse skupaj. In to se je tudi pol pokazalo ko je zapihal veter sprememb, se tisto samo upravljanje je razblinilo, tako kot, resnica se je pokazala, ljudje, delavci nimajo v resnici glasu in so šli v te direktorske prevzeme. In to bi jaz primerjal s tem, ko želimo govoriti o tem, da je slovenski narod, čeprav ga je vedno manj, da je pošten, dober, ampak a ga ni socializem / komunizem, a ga ni skorumpiral do te mere, da smo zdaj v koruptivnem kvazi demokratičnem kvazi kapitalizmu, kjer se je samo pokazalo to, da je ta poštenost. To je iz tistih časov, ko je on francoski, mislim, da je bil Charles Nodier, ki je pisal, kako je to dežela poštenih ljudi, da nihče ne zaklepa hiš, Ampak to govorimo o 19. stoletju, če se ne motim, In dan današnji računati na poštenje kolektiva, ki se mu reče slovenski državljani ali pa Slovenci, je praktično nemogoče, ker je večina njih tako ali drugače skorumpiranih, skvarjenih ali pa podrejenih ali pa so umaknjeni, ker tako ti kot jaz poznava številne primere, kjer so bili ljudje grobo, finančno, socialno, eksistenčno uničevani, izolirani, pohojeni. In mi ne more tudi na sodiščih se je to dogajalo in mi ne more meni osebno ena gospa Rakočević Bergant razlagati o kakovosti slovenskega sodstva, ker sem preprosto v zadnjih 30 letih poslušal in doživel preveč drugih pa lastnih zgodb, ki potrjujejo tezo, da je družba globoko koruptivna. Da se ljudje ali se uklonijo, pa so tiho, vsekakor imamo pa plašnice, da ne smemo videti, kaj šele govoriti o nepravilnostih, ker to potem povleče za sabo neke posledice. Ja. Lej, si vse povedal, ne bi komentirala dodatno. Ja, da so pa ljudje pohlepni, pa so, ampak včasih se prodajajo zato recimo, da je povabljen, ne vem, da dobi karto za gledališče, ker je bil priden. Zato, da je, ne vem, po neki predstavi povabljen med goste, ki je kakšna gostija. In so potem hlapčevski. Cankar je imel prav, to smo, hlapčevski narod smo, pred se uklonimo, pred veličino. Ampak danes se ne vprašamo, kako je nekdo bogat postal. Absolutno ne. Včasih so svojim delom postali bogataši. Danes pa ne, saj si že vse prej povedal, ni vedno tako, da svojim delom bogatiš. Ampak ljudje so zato, ker je nekdo na položaju, se uklanjajo. To se ne bi smel. Delati moramo tisto, kar je za skupnost dobro, za soseda tudi dobro, ne samo zame, pa bi bilo vse malo drugače. Jaz pravim, sploh, če ne bi bilo hlapcev, ne bi bilo gospodarjev. Oziroma,
kako prepoznaš sužnja tako, da si najbolj na svetu želi, da bi on zamenjal mesto z gospodarjem. Ja. Ne, ampak tole povej, RKC, ne, Rimokatoliška cerkev, je imela ves čas, v času osamosvojitve je dobivala in zahvale finančne za priznanje strani Vatikana in tako naprej, ker takrat je bilo odločilno, a ne, da so nas priznali. In tudi vsa ostala verska svoboda do Rimokatoliške cerkve je bila izkazana v praksi. Ampak pridemo pol do točke, kjer en takle aroganten župan direktno posmehljivo komunicira z nadškofom Zoretom, ki je zdaj opozoril, poglejte, sesuvala se nam bo stolnica, sesuvalo se nam bo semenišče, že zdaj je razpokano, šle bojo arkade, kolonade Plečnika in kje, kaj, a so na televiziji Slovenija že kaj naredili kakšno soočenje, ali so naredili ga na Pop TV-ju, nič od tega, ne, kvečmo kakšno ognjišče, Nova 24 in pol se reče, ja, to so pa unita posebni mediji, ampak to sam pomeni, da ima ta gradbena rdeča konglomeratska schema absolutno dominanco v življenju nas. Pa bom spet rekla, veš, če recimo na koncu leta ena grupa recimo nekih, nam rekla zdaj Boga, ampak nekih izobražencev gre na izlet za novo leto, ne vem, nekam v južne kraje, nam rekla na Maldive, lahko pa tudi na Maldive, potem se bojo in so plačani iz našega denarja, ne, ker mi smo davkoplačevalci, se uklonijo takemu človeku. So potem celo leto pridni. Tako je. In on ne more biti slab, če jih je pa pogostil, da so šli na izlet. To se sliši namreč. Ne vem, ne morem potrditi, ampak to sem slišala. In bi skoraj rekla, da je možen. Ja, nažalost. Ljudje se za tako nizke denarje, ker to so vsi dobro situirani in ne bi jim smel biti težko plačati tak dopust magar v teh krajih, pa se prodajo za eno tako stvar. Se poglejmo, kako so se zdravniki uklonili, to pa lahko rečem, ker sem delala nekaj časa v zdravstvu za, ne vem, neke reklamne artikle, potem zagovarja tisto firmo. Če grejo pa še na kakšne seminarje, pa se imajo lušten, je to bolj zabava, kakor seminar. Tisto firmo farmacevtsko potem forsirajo, ne. Torej ti je padla zgodba o poštenem narodu, ne? Ja, ampak ne. Takole bom rekla, sem že velikrat tudi, da je imel Lenin prav, ki je rekel, da so intelektualci uporabna goveda, ne. Ker en preprost človek je pošten. Taka je moja izkušnja. Podeželje je pošteno, se nimajo niti čas ukvarjati s politiko, niti nimajo čas televizijo gledati, ampak delajo. In to delajo 20 ur na dan, ali pa rečo 15 ur na dan. Tako da ne moramo reči. Ampak to, kar naredijo, jim neki drugi zlahka ugrabijo, ukradejo, odstranijo. Ja. To, kar imamo mi z našo tržnico, recimo, ne?
Danes na njivi so predelki ali pa na drevesu, jutri jih imamo na tržnicah, lahko kupimo sveže, domače. Ne tisto, ki je uvoženo z Grčije, Italije, pa vse šprican za to, da prevoz vzdrži, ne? Pa da ne vem, še z Peruja, ne vem, s kje še vse z Južne Amerike uvažamo. Nič ne rečem, tudi tam so ljudje delovni. Ampak to je spet politika. Ker na uvozu zasluži nekdo, od kmeta pa ne. Čeprav na naši tržnici kmetje zelo veliko plačujejo. Najprej, a lahko povem v mikrofon, najprej za rezervacijo, zdajle začetku decembra bojo morali plačati od 1300 do 1600 evrov za rezervacijo, zato da bojo lahko v letu 25 prodajali na tržnici. Potem pa vsak mesec za mizo, na kateri prodajajo te mize, odvisen od miz, tudi do 600 evrov. Tudi od 400 do 600 evrov. Vsak mesec. Potem pa se čudimo, da kmetje drago prodajajo. Pa saj ni to drago, saj v trgovini je malo cenej. Ampak ta kmet, ki prodaja na ljubljanski tržnici, ima take stroške v štartu. In potem, se spomnim pred leti, je po končanem delu tržnice so prišli te, ki so smeti pometali, so lepo z cevjo, z vodo izprali cel področje tržnice. Danes morajo pa prodajalci sami počistiti za sabo. In če ostane en konček, ena smet, malo zelenjave, da mu pade, 400 evrov kazni, tako mi pravijo. A je to človeško? To je tako izkoriščanje in zdaj jim hočejo še te dinarčke, te evrčke, ki jih zaslužijo, še to vzeti, s tem, da bojo izkopali tam jamo. In potem je en poseben sadizem, patološki, ko on razlaga, kako so se zbrali te trgovci oziroma branjevci, pa on, pa da se nihče ni nič pritožil. A ni to tisti del strahovlade pa manipulacije, ker je vse razumljivo je, zakaj se nihče ne oglaša. Če bi kdo nasprotoval njemu, je to tako omalovažujoče, tako sarkastično jih odpika, bom rekla, da rajš ne govorijo. Ker vejo, kaj bo. Usramočen bo pred vsemi drugimi, ne? Drugi jo pa glave sklonili. Tisk se oglasi, je pa usramočen, tako rekoč. In potem raj ne govorijo. Skratka, v Ljubljani vlada ena južnoameriška diktatura oziroma balkanska diktatura. No, ne bi tako rekla, to je posebnost ljudi, veš, vsega posameznika. Ne bi posplošila zdaj balkanske narode, ne. To je tak kraj. A je južnoameriška diktatura, se lepše sliši. Ne, tudi tam so v redu ljudi. Dobro, greva zdaj. Jaz mislim, da gre za namerno uničevanje naših vrednot. Namerno. Potencialov. Ja, potencialov. Tako tržnice kot svetovne dediščine, Plečnikove arkade, ki bi z gradno garažo se uničile, slej ko prej, mogoče še med gradno, in pa srednjeveške ostaline, s katerimi bi lahko služili naši potomci, če bi bilo to ohranjeno na mesto samem, da bi bil tak muzej, bi turisti to hodili gledati. Pa Plečnikove arkade, garaž ne bo prišel noben gledati, ampak garaže so namenjene hotelu. To sem že zadnjič povedala, ne samo hotelu v Kresiji, ampak tudi hotelu v Marovi hiši, pa nikjer ni rečen, da bo nad tržnico zrasla še ena hiša, ki bo hotel. Tako. Pa v bistvu sva že prejšnjič pokazala z izjavami, ki so bile objavljene, da se je župan
zlagal oziroma je povedal neresnico, ko je tebe in Hojsa, Aleša, poniževal, da sta se vidva lažeta, da se nikoli ni govorilo o hotelu Kresija. Potem smo pa našli članke, v katerem je recimo on konkretno uporabljal pojem hotel Kresija in to dvakrat in je potrdil, da bi lahko on v šali tudi bil receptor v takem hotelu. Ja, ja. No. In noben novinar tega ni vzel, komentiral, posredoval javnosti, da župan ali se slabo spomni, ali pa laže. Te dve varianti sta, ne? Ja. Okay, No, da pa gre za načrtno uničevanje, predvsem Ljubljane, lahko govorimo o Ljubljani, je pa potem drugo. Uničenje pitne vode s tem drekovodom, kakor se je že to prijel, ne, čez pitno vodo, čez to zajetje pitne vode. Potem še ena je pa sežigalnica in to v Ljubljanski kotlini, Madonna, no. Ki je kotlina. A si vedela kadarkoli razpravo v mestnem svetu o ali C0, o sežigalnici, o tržnici? Veš kaj, jaz se samo spomnim, ki je bil gospod Jazbinšek mestni svetnik, ker je skozi nekaj govoril, no pa tudi drugi mestni svetniki so bili nezaželeni v mestnem svetu, če so se oglašali kadarkoli, ker njegova lista je ponižna, je samo glasovalni stroj. Ja, kakor župan reče, tako glasujejo. Drugi, ki so se oglašali, so pravzaprav morali iti. Za gospoda Jazbinška pa dobro vem, da je bil fizično odstranjen iz dvorane mestnega sveta. Zato, ker ni nehal govoriti. Ne vem, zakaj je šlo, ampak to je bil mestni svetnik. Mestni svetniki so izvoljeni od ljudstva in vsak mestni svetnik je izvoljen od nekega števila ljudi. In kje se jaz pol motim, če opažam, da se temu lahko reče diktatura? Ja, lahko tako rečeš, ampak to si ti rekel. Je pa. Ja, okay, jaz bi zdajle prosil, da greva naprej v te podpise, ki so bili zbirani. Predvsem pa bi prosil ostale, da se pripravite, pa da ali vprašate ali komentirate, ker najslabše je, če moram solo zadrževati ljudi, 15 minut, ko mi zdržim, kar se tiče tržnice. Drugač pa si želim, ker midva se odlično lahko pogovarjava, se tudi poznava, ampak druge bi prosil in vabim k temu, da ko Marinka pove, kako je s podpisi, tudi sami poveste ali mnenje ali pa vprašate. Hvala, prosim. Torej, podpisi, kje smo? Ja, mi smo zbrali podpise, morali bi jih 200 zbrati za vlogo za stranskega udeleženca, pa jih imamo kar nekajkrat več, ne bi še zdajle povedala števila, čez 1000. To lahko rečem, ker bomo 11. moramo oddati skupaj z vlogo na Ministrstvu za naravne vire in prostor tudi podpise, vlogo in podpise. Takrat bomo gre za integralno gradbeno dovoljenje. Ja. Toliko bi zaenkrat povedala, takrat bom povedala koliko jih je. A je že kaj novega glede strokovnosti mnenja, recimo Zavoda za varstvo kulturne dediščine? Oj. A so oni korektno? Ne. A je bilo njihovo mnenje korektno ali je strokovno spodbojno? Zavod za varstvo kulturne dediščine je grobar naše kulturne dediščine. To sem že pred leti najdla sem med dokumentacijo 2017 napisala, pa ni urednik objavil, ni hotel objaviti. Ja,
Zavod za varstvo kulturne dediščine je tudi en tak, ki bi moral biti pokončen in branik naše kulturne dediščine. In javnega interesa. In javnega interesa, ja. Bi moral biti in ne se ukloniti nobenemu denarju, nobenim interesom kapitalskim, ampak očitno se uklanja, ne. Celo izjava je bila na eni naši tiskovni konferenci, da verjeten ne bojo zdržali, ker je tak političen pritisk. In to je zdajle, ne. In zato je dal Zavod za varstvo kulturne dediščine soglasje, da se lahko izda gradbeno dovoljenje, sicer z minimalnimi pridržki, nekim monitoringom in tako naprej, ki je vse skupaj bla, 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 ko se bo najprej semenišče, ki je že zdaj razpokano, podrlo, potem noben monitoring čist nič ne pomaga, ne. In kaj pa je monitoring? Beleženje podatkov, kaj se dogaja. Halo? To ne bo ohranil naše kulturne dediščine. O tem bi pa lahko do zjutraj govorila, ampak dost. Ne, Zavod za varstvo kulturne dediščine ne opravlja svoje naloge. Lahko na glas povem. Imamo toliko dokazov, ker so in že soglasje dali, pa so ga vzeli, pa so rekli, da lahko se dogol ga očisti ta prostor, to se pravi vse srednjeveške usteline se lahko izkopljajo, pa so spet nekaj zabremzali. No, ne vem. Tako se dogaja. In zdaj so dali prosto pot, ne. S tem, da so pa rekli, ja, da pa en del se pa ne sme dotikati, zato so tudi izkop gradbene jame, mislim, garažo zmanjšali, ne, zaradi tega, ker tam pa morajo te usteline ostati. Ampak, Marinka, župan je razlagal danes na novinarski, da kar ene argumente vleče, ne, torej recimo en argument je bil, ki ga je omenil opis situacije, da je garaža na Kongresnem trgu je pod Zvezda parkom je globlja kot ta, ki pride kocka, ki pride pod tržnico, ne, wow, čudo celo, a ne, zato ker je tudi začne se višje, ne, ker ta garaža je ob Ljubljanici, uno je pa na hribu gor, ne. Ja, oziroma in, ja, na gib breg je, ne, navzgor. Ampak midva sva se pa tudi pogovarjala o eni finti, ne, oziroma gradbenemu dejstvu in zanimivosti, ne, da če bi upoštevali, da voda pod tlemi teče v isti smeri kot Ljubljanica, torej na tem kraku v bistvu zahod-vzhod, ne? Ja. Okay. In tudi podtalnica teče zahod-vzhod. Ja. Ja. In zdaj, če daš kocko z daljšo stranico noter v ta tekoči pesek podtalnice, ne, dobiš šus v celo ploskov, če bi pa zadevo obrnil za 45 stopinj, bi dosegel pa stanje romba v vodnem toku, podzemnem. Ja. In bi že to rahlo olajšalo zadevo, recimo, pa ben ni o tem razmišljal, ne. Oziroma, tist me je pretresel prej, ko si rekla, kocko se postavi in dejansko po levem notranjem kraku bliže Ljubljanici, se usmeri vsa ta voda dobesedno in direkten ga spodjeda arkade. Totalno jih spodjeda. Ja. Poveča tok podzemne vode, ga zgosti. Mislim, bom rekel, zadeva ni narejena niti hidrodinamično. Ne. Niti na to niso šli misliti, ne? Ko bi lahko naredil obliko krila, a veš, ali pa ribe,
potem bi v tej obliki lahko teoretično razpravljali. Ampak, Blaž, to bi bilo še dražje, pa ne gre toliko samo za podzemne vode, tle gre tudi recimo na kongresu. Kaj je, koliko stane, če se uničijo arkade oziroma kolonade Plečnikove, če se uniči semenišče, če se uniči stolpnica, kakšni so izračuni stroškov? To ni cene, to je neprecenljiva vrednost. Ja, ti si pa prej rekla, da bi bilo dražji, ne? Zato sem ti hotel povedati. Zato, ker hočejo čim cenejš narediti. In najbolj uničevalno za okolico. No, to pa sploh, ja. Na Kongresnem trgu imajo še danes in bojo imeli še hujše probleme in Uršulinska cerkev, ki je na Pilotih, ne? A ga slišaš ti, s kakšno aroganco on poziva, pejte do nun v Uršulinke, pa jih vprašajte, če je vse v redu. Ja. To je spet povedal. A je to in tist napad na ženske, ne? A veš, kaj imajo levi patrioti ali ne vem, patroni, no? Levi patroni imajo vzklikanje nasilja proti ženskam, ne smeš reči nič proti sodnicam, ne, recimo, ampak pol pa šefe Ljubljane reče, pejte do nun, pa jih vprašajte, kako se počutijo, vse je v redu, jaz vam rečem. Zato, ker se dobile tiste, ja, no, dobro, one se ne zastopijo na gradbeništvo. Dejstvo je, da se zunaj vidi, da asfalt, pločnik poka, namreč Uršulinska cerkev je na Pilotih in dokler niso izkopali jame, je bila podtalnica enaka, ne? In so bili Piloti v vodi. Zdajle je pa enkrat v vodi, so Piloti enkrat na suhem in vsak, kjer pozna ta način delovanja, ve, da potem les gnije, ne? Če je malo v vodi, malo na suhem. Da imajo poplave v filharmoniji, da imajo poplave v Kazini v kleti, da imajo poplave v okolišne stavbe, pa sploh ljudje ne vejo, da je to zaradi te garaže. Ja, kar ne enkrat včasih nismo imeli. Ampak, tukaj govoriva o toku, podzemnem toku iz Rožnika, torej Tivolija, direktnega v Ljubljanco. To je najmočnejši tok, malo višje, ne? Ker to ni tok na višini Ljubljanice, pa podzemna voda, ampak je zgornja terasica, preko katere se pa pretaka podzemna voda iz Tivolija, kjer mimogrede je Union pivovarna nastala zaradi te vode iz Podrožnika, ne? In to so ogromne vode in tečejo od Tivolija proti Ljubljanci. Tako. In točno to se je zgodilo, kar si prej opisovala, da se bi lahko zgodilo pri Tržnici, ne, ta kocka nora, ne, so spet dali ne, blokado so naredili, kocko so dali v živi pesek, ne, in zdaj voda šiba naokrog kocke, to je pa Kazina, to je pa pol močnejši tok za filharmonijo in je točno to. Ja, sej bi vedno, Blaž, tudi če pogledava romb, ne, bi pa mogoče druge stavbe ob teh krakih romba, ne pa spet, kaj gre v špico naprej, recimo. Ja, seveda. Bi se potem razpršili. Vprašanje, kaj bi vse poplavljali, pa univerza bi bila pa. Tako da voda ima svojo moč in voda najde pot. Jaz sem tukaj na enakem, kot sem slišal na začetku, ko sem se ukvarjal z C0, ne, se še zmeraj, ampak povedali so, ne, v tujini, preprosto se nikoli ne zgodi, da bi vlekli kanalizacijo čez vire pitne vode. Okay? Ampak, če pa bi to morali narediti, ne, pa bi hoteli to narediti, je pa toliko drago, da tega ne naredijo. Torej, enako je klene, iskanje kakršnih koli hidrodinamičnih rešitev je tudi brez veze, ker je vse tako drago delati,
da se bolje splača delati nekaj drugega kot to, ker to povzroča prevelike stroške, škodo na okolju, na zgradbah, na urbanem področju. In recimo, tisto, kar smo pozabili, ko se ukvarjamo samo z gradbenimi zadevami, je, da si ljudje niso sposobni predstavljati, da naslednji vikend ne bojo v soboto več mogli jeti na tržnico v center Ljubljane. Ja. Ker je ne bo, oziroma bojo te stojnice razpršene na nabrežju. V ulicah okrog, ja. Pa to je noro, ker ne moreš primerjati cen, ker ne moreš oprati sadja, ker ni komunikacije več centralne. Veš kaj je? Zdaj je energija na kupu, se kumulira ta energija, ta pozitivna vzdušje. Potem bo pa to razsijan po ulicah in ne bo več privlačna. In je to politični projekt poskusa uničenja združevanja ljudi. Modusa vivendi, načina življenja ljudi, da jih dodatno politično uničiš. Hvala lepa. Ja. To. Nažalost. In mi smo kar tih in iz komoditete, pa ne bom se, ne bom, nič ne bom. Koliko je zdaj od teh naših poslušalcev, ker midva sva čudovito potegnila, vidiš, da čas ni več problem, ne, Zdaj pa bova takole rekla, počas bova zaključila, ura je 10 do 10 zvečer, toliko, da poslušalci imajo orientirane, in rečeva, če se ne boste v kratkem odločili za intervencijo. Roke gor. Ja. Ker to, kar sva zdaj z Marinko povedala, bo šlo v posnetke, ne? Ja. Ali mislite, da ne, pa da je boljš, da ste tih, pa počakamo, kaj se bo zgodilo, pa kdo bo kaj. Ampak je pa res nekaj, pa lahko rečeva, da je nadškof Zore pokazal, da nadškofi ni več do hecev. Tako, odličen. Da so ogroženi. Ja. Odličen je. In prav je, da se je zavzel za našo dediščino. Saj eden. In RKC ima čudovito priložnost, Rimokatoliška cerkev, da vrne Ljubljani tisto, kar jo dela Ljubljano, da to zaščiti, ker ima dosti večjo moč kot državljanska pobuda oziroma civilna pobuda, iniciativa. Veš, nekaj tudi ne razumem, da ljudje, tako v Ljubljani predvsem, grdo gledajo na cerkev. Na koncu mi moramo priznati, dobro, tudi v cerkvi so samo ljudje, povsod. Jaz gledam, a je pošten, a je odgovoren, pa ne glede na to, kakšne rase je, kakšnega državljanstva je, ni važen. Priznati moramo, da je, če ne bilo katoliške cerkve, ne bi vedeli, da smo Slovenci. Katoliška cerkev je tista, ki je ohranila skozi tisočletja, 2000 leti, vse artefakte slovenske kulture. Na koncev, če ne bi imeli Trubarja, ki je bil tudi duhoven, ne bi imeli slovenskega jezika. In tako naprej. Vemo pa, da so duhovni so bili izobraženi včasih, in če so videli, da je kakšen vaški fantič ali pa dekalc, fantiči v glavnem so bili takrat, tisti, ki so bili privilegirani, da je bister, je najdel mecena, ki ga je potem šolal naprej, ta mecen. Ampak duhovni so bili tisti. Tako smo dobili slovensko intelektualno elito. Tisto, ta pravo, takrat, Brez katoliške cerkve tega ne bi bilo. In tako omalovažujemo pa cerkev. Ne, prav je, da se dvignejo,
prav je, da nam povejo, da smo Slovenci in da imamo svojo kulturo in da jo je treba ohranjati. Dobro, zdaj sem se spet. Ne, odlično, ker jaz sem dvignil roko, kot vidite, ne, da vam pokažem, da se da, ne, to greste na srček, pa pol, ne, okay, ja, ali pa stisnete tako, ja, ali pa stisnete mikrofona, ne. Dve stvari sem hotel povedati, lahko zdaj še na hitrco pač versko, ker ljudje niste aktivni poslušalci, žal, a ne. Ampak bil sem na knjižnem sejmu, na en strani ene dvoranice, zagledam Komana, mi gre na smeh, v redu, me ni pretepil, tako kot je rekel, da me bo, a ne, kaj bi vid. Pol pa na drug stran, zraven njega, nasprot njega je bil pa Vlado Began, ki pa tiska in prodaja knjige o kritikah RKC-ja, ampak točno to, ne, dva razmisleka v korist RKC-ja. Prvič, stvari, ki so okrog nas, so dane po stoletjih in tisočletjih in daljših časovnih obdobjih človeštva in so prišle ven takšne, kakršne pač so. In kot si rekla, ne, so tudi ljudje in zmotljivi, ampak organizacija verska, rimokatoliška, je delovala v pogojih, ko nam so vladali tujci. Recimo Habsburžani od 1456 je Urh Celjski umrl v Beogradu, ubit, v Beligradu, slovenskem Belem gradu. In od takrat naprej Habsburžani do 1918 in od takrat naprej po moje pač Srbi do neznano kdaj. Je še odprta debata, ne? Ampak drugače, mislim, Vatikan je bil sekundarni, ne? Ker je politična je vladala po svoje. In tisto, kar si prej rekla, da nas je ohranjala, je verjetnost, ne? Ker jezik se ni v avstrijskih šolah ohranjal kaj dost, ne? Ja, seveda ne. V cerkvi pa v cerkvenih zadevah se pa je lahko. Ja. Ampak tisto sem ti hotel reči za Trubarjem, da ne pozabimo Vramca, ne? Vramec je pa napisal 1578. Kroniko, prvo zgodovinsko zabeležko od nastanka človeštva do 1578 in so si ga pa Hrvati prisvojili. Asta Vrečko ga noče niti prebrati, noče vedeti, zakaj gre, ampak je zadeva brana v prleščini in je bila izdana, ne? Pri tistem istem tiskarju, kakor je Trubarju tiskal, se mi zdi. Aha, ja. Ja. No, o tem se v šoli naučimo, o Trubarju se pa, zato sem Trubarja sem poudarila. Ja. Ja. No, takole je. Midva sva bila zelo klepetava, zelo izčrpna in glede na to, da sem... Ja, če niso naši poslušalci že zaspali? Ne morajo, ker jih voham, da bi kakšen bi rad nekaj povedal. Lahko tudi pohvalite, ne, tako kot znajo Slovenci, lahko se prilizujete, tako kot znajo Slovenci. Ni treba, nimam denarja. Nimaš, ne, sem dal pa Podspace, sem dal še objavo, da ne, glede na to, da ste delovala 18 let brez zunanje finančne pomoči, ne. Tako je. Imate tudi priložnost. Tudi Fedja Košir je svojega žepa plačal. Ja. Tako se namreč rešuje Ljubljano, pa njeno svetovno dediščino, tako da ljudje sami plačujejo za lasten aktivizem, ampak priznati pa moraš, da je zdravju koristen. Dobar, ne. Če hočeš. Ja. Ne bi. Je. Ja, ohranja. Mislim, ohranja. Sva rekla skupaj. Ohranja človeka pri življenju. In zdaj bi jaz tele tihotneže še zadnjič pozval, ker, midva sva svoje povedala, imaš še kaj? Ne. Najlepša hvala, odlično je bilo. A bo kdo prosim kaj še povedal, ker bi bilo lepo, no?
Lepo, lejte, toliko sva si zaslužila, da en komentar od vseh vas, dajte en komentarček, no, A ne, veš kaj, Miha to bova rekla. Miha, začel si ti, boš pa še končal. Ho. Si? Čakaj, pa še nekdo je requestal. Aha, ok, nekdo, ki je Walter Korva, follows you. A mu damo besedo, ok. Seveda, mi smo pa demokratični. Ja, sam jaz opozarjam, da sem zelo, zelo oster. Če je dobro namerno, pustim. Znam pa tudi povedati, zakaj ne. Ja, tako ja. Ja, to je ta demokracija. Ne. Skratka, Walter Korva, ker je zaprosil, bo počakal na ugasnenem mikrofonu. Miha, prosim, kaj si slišal? Lepo, da si povedal, kar si povedal na začetku. Ja, malenkost, ste dobro povzela. Požrešnost narekuje tehnologijo. V bistvu v našem primeru je prvi projektant, ki je vse zasnoval, predvidel vse mogoče poznane varnostne ukrepe, ampak so ga zignorirali in dobili drugega. In tudi recenzenta tega drugega mnenja so dobili celo profesora na naravoslovno-tehnični fakulteti, ki je podal pozitivno mnenje za 4 ure pa pol takrat, čeprav sem dolgo računa, ker sem dobil notranje, ker meni iz Kraškega zidarja strani investitorja pomagal, ker je res videl, da je ne fair to, kar se dogaja z nami. Ne vem, potem sem razmišljal, da kaj bi bil edin pošten del tukaj v redu, zidajte. Sam so podjetja, v Avstriji je Keller, v Italiji je Trevi, to podjetje tudi mimogrede Piso saniralo v stolpopisi. Dajte njim take projekte. V Sloveniji nimamo tehnologije. Ne? Solfrek tehnologija, jo moramo Avstrijce klicati, samo podjetje Keller zna Solfrek tehnologijo. To je ena tehnologija, po kateri vbrizgavajo cement pod visokim pritiskom in utrdijo tla. Sam mi, ki smo njih klicarali, so rekli, ja, lahko vam tudi izravnamo bloka. Ne? Sam cena takih projektov je tako visoka, da se vam blok bolj splača podreti pa na novo sezirati, kot pa da vam mi to zdaj nazaj dvigujemo. Dviguje se pa spomeniško zaščitene objekte, cerkve, stolpopisi recimo. Pri nas pa ne vem. Ok, zdaj, Miha, glej. Ja. Jaz te bom prekinil zaradi ene zadeve. Govoriš vse super, ampak si naredil eno, te bom preusmeril zelo nasilno ali pa manj nasilno, ampak glej, izziv ti dam. Ne? Ti si povedal o vašem problemu, ki je na drugi stran grajskega griča in smo dobili občutek, da so problemi v redu. Z Marinko sva govorila pa o tržnici in bi te prosil, da skomentiraš to, kar si slišal, ali je to ali pa primerjavo naredi, a vidiš enako možnost uničenja, kot je bila pri vas, že takoj za ovinkom. Ja, zdaj, ker sem se pogovarjal z original projektantom tudi za ta izkop in niso predvideli razpiranja. Se pravi, da bi že na površini razprli in pošli z rudarsko tehniko v izkop. Kako bo reševali problem z težko vodo in to tudi mi niso znali podati, tako da dvomim v to, da bojo naredili vse možne tehnične ukrepe, da ne bi prišlo do posetkov okoliških objektov. Če so že tako suvereni, pa naredimo deal, jaz bi naredil deal. Ok, če se bližnja stranica, ne vem, stolne cerkve ali pa, ne vem, če še kakšna stavba bližji, semenišče, posede za 2 cm, to je maksimum, takrat damo lopato stran, zasujemo in nehamo z investicijo. In poravnate, ne vem, sanacijo tistih 2 cm razpoke, če so nastali. A te lahko nekaj prosim, super, nekaj prosim, da daš ljudem eno oceno, samo temu se reče vrsta reda, kako se reče, reda velikosti, pardon. V glavnem,
o kakšnih cifrah se govori, ko ti rečejo, da bi bila sanacija bloka toliko in toliko, pa se bolj splača podreti pa zgraditi novega? O kakšnih, ne? A govorimo o Litijski ali kaj tasga, take vrednote, ali pa 2 Litijski, ali pa... In drugo vprašanje, koliko bi se podražil projekt, pa sploh ni povedal, koliko stane, ali kako tale. Marinka, to tudi lahko ti poveš, koliko je projekt vreden, ampak za koliko bi ga podražila tehnika, ki jo opisuješ, ta bistvena, z razprtjem? Zaenkrat imajo rezerviranih, kolikor sem videla, 47 milijonov evrov. To absolutno ni zadost, ker je zemljina tako problematična. To je skoraj 10 Litijskih, da bojo ljudje vedeli, ali kaj. No. To je četrtina načrtovane sodne palače, ampak v resnici bi morala biti sodna palača cenejša, tako da polovica sodne palače, recimo, zato da imamo koliko garaž pod tržnico? 230 parkirnih mest. Zato, ker je danes govoril na novinarski, da bo treba Trg Republike zadržati za državne organe, ali kako je nekaj namigoval. Ja. A veš, ni prostora, veš, za vse te delavce in delovne ljudi. Dobro, to si povedala, torej 47 milijonov, za koliko, Miha, prosim, za blok povej približno, pa za tole dodatno tehnologijo, če bi jo sploh izvajali. Težko povem cifri, ker takrat, sicer že toliko let od tega, smo se pogovarjali, koliko ljudi, koliko ekip, koliko mesecev bi mogli izvajati to Solfrek tehnologijo, recimo. Zračunali smo, povedali smo neko cifro, pogledali smo, koliko stanovanje na drugi strani in so rekli, ne, dražje bi bilo, cenejše bi bilo podreti bloke in na novo se zidati. Ja. In koliko je cena tazga bloka, prosim, lepo? Ne vem, 10 stanovanj v našem bloku gre, pa tam je pa blok vsaj 4, ki so bili v tem nizu. Se pravi 40 stanovanj. Ne vem, koliko je zdaj. To nisem nikoli tako računal. Marinka, na oko imaš občutek? Ja, ne, če računamo, da je eno stanovanje, kaj stojem, zdaj je cena visoka, od 500. Ja, to so, no, to bi bile zdaj... Ja, cenah stanovanj, ne, pa je krat toliko en blok, pa krat toliko drug blok. To so cene po bursu so že, ja. Stanovanja, ne, so po 4 milijone. Ja. Ok, še zadnje vprašanje za Mihata, koliko bi tista tehnologija podražila 47 obljubljenih milijonov načrtovanih za tržnico, potem bi pa Valterja še spustili noter. Hvala. Se bojim, da ne vem več cifr, da bom to obdržal, ne bom komentiral tega. Ne vem, res iskreno ne vem. Ok, hvala. Valter, prosim, izvoli. Prosim, še Marinka. Jaz še rekla, da to je rezerviranih. Cena, če bi začel graditi, po moje bo šlo v nebo cena. Se je ravnkar dr. Malajner pisal, da nas bojo bolele denarnice, ne, tako bo Ljubljana draga, ki bi morala te dolgove plačevati. Tako, enkrat tam do 200 milijonov bi lahko ta zadeva prišla, pa koštati, pa še sanacija vsega ostalega, pa tako naprej. Ja. Poslušal. Valterja. Tako. Še Valterja poskušamo, izvoli, pritisni na mikrofon, pa povej, prosim. Dobro večer, sem Valter Korva, poslušam iz Trsta. Zanimivo predavanje. Samo eno vprašanje. Tako približno, koliko ocenjujete, da je slovenske zgodovinsko-kulturne dediščine, bi se reklo nekje v Ljubljani, ampak tudi v širšem slovenskem prostoru, prav nekje direktno vezano na cerkev, ker tudi to, kar se dogaja v Ljubljani, nekje je zanimivo, da nekje prav direktno oškoduje tisto, kar je recimo eden izmed, bi rekel, osrednjih elementov slovenske kulturne dediščine, predvsem recimo v določenem zgodovinskem obdobju, ki gre recimo
tam od reformacije naprej. Tako, kot zanimivost. Hvala, odlično, lepe pozdrave v Trst, ampak lahko malo obširneje ti damo rade volje še prostor, da pojasniš. A govorimo o pokopanih ljudeh pod tržnico, o križevniškem hodniku, o obrambnem zidu, o čem? Ja, nisem... Ne, bolj nasplošno se je govorilo o semenišču, se je govorilo o... To je vse ogroženo. Totalno ogroženo je semenišče, že zdaj poka, freske pokajo zaradi mosta mesarskega, ki je bil narejen vmes. Cerkev, stolnica, če se ne motam, ima tudi razpoke na freskah, Marinka, no? Ja, tudi. Arkade bi bile dobesedno spodjedene. Mislim, to je vse na totalnem uničenju. Je cel koncept zgrajen. Noro. To je v bistvu nekaj, kar recimo... Ne, prosim. Uničene bi bile pa srednjeveške ustaline, ki so pod tlakom, tukaj, ki je zdaj tržnica. To je obramben zid, barbakan, stolp, ustaline cerkve Marijinega vnebovzetja, to so grobnice, tudi Auerspergov. Ja, in to želimo ohraniti in situ na mestu samem. To bi bilo pa izkopan, to bi bilo za večno uničeno. Ker če je jama, ne. In veste, pri nas nihče ne odgovarja, ne. To sem že rekla. Odgovornosti ni. Je vse še vedno iz socializma kolektivna odgovornost, ne. Vsi potem plačujemo za napake nekaterih. To je narobe. Walter? Prosim. Koliko star, prosim? 27 let. Ok, lepo, hvala. V glavnem, a veš, kaj je ilustracija? Ne. To bi bila osvetlitev ali očiščenje nekaj. Zgodi se v spremembi političnega režima ponavadi. No, v Sloveniji se ni zgodila ilustracija, nihče ni odstopal, kaj dosti, malo so se zamenjali, ampak bistveno pa ne. Tako da kličeš iz italijansko okupiranega Trsta, kličeš v domovino, ki je pod udarom. Ok. Hvala za... Ja. Oglej je naš, ne? Mislim, bil je naš, pa Benetke, ne? Tam je obala Sklavenov, ali kako se reče? Ja, recimo tam pa je... Skjavona meč je bil imenovan po Slovenki, ne? Slovenka je sablja slovenska in tako naprej, ne? Ja, sej je. Recimo ta predel od Trsta do Beneške Slovenije je obmejni in je v vsakem primeru... Samo Ljubljana je uničevana v samem jedru, v samem središču. Naše tržnice ne bo več, če začnejo z deli. Če bi začeli s tem projektom, ljubljanska slovenska ustanova, ki je kulturna, ki je del običaja, to je tako kot narodna noša. To je ljubljanska tržnica. Ampak v Ljubljani slovenske narodne noše niso zaželjene. Razumeš ti to? A razumeš, da hodimo po himni, po zdravici, ki se napačno imenuje zdravljica, ker ti nazdraviš, rečeš na zdravje, zato je zdravica. No, mi imamo kitico zdravice vtisnjeno v tla na ulici, na vrhu Čopove, v posmeh, da vsi tacajo po njej. Tako da lepo vam je v Trstu, lahko rečem, ampak ok, v redu. No, poleg vsega moram pa še reči, da te garaže absolutno ne potrebujemo. Več čas je minil, ne, da bi še to razlagala. Ampak če res rabimo, je alternativa v Grajskem hribu, kjer bi vse to nam ustali in ne bilo nič ogroženega.
In za nas so to testirali že Avstrijci v Solnogradu. Tako je v Salzburgu, tako je. Ja, in oblastniki tega nočejo slišati, ker hoče uničiti naše vrednote. To. Gospod Walter, hvala lepa. Hvala vam. Resno hvala. In če ima še kdorkoli kakšno željo, zdaj nas je že manj, zadeva bo ostala posneta za pogovor. Hvala Marinka za vas trud, Miha, ker si se oglasil, Walter, čudovito, pa še kdaj, čim večkrat. In do naslednjič. Hvala lepa. Hvala lepa vsem in lahko noč. Lahko noč.